Iz srca vas pozdravljam, ter izražam hvaležnost za vaše velikodušno prizadevanje v službi duhovnikom in njihove formacije. Iz srca se zahvaljujem kardinalu Benjaminu Steli. Tako je papež Frančišek pozdravil okoli 100 udeležencev plenarnega zasedanja Kongregacije za kler, ki jih je danes dopoldne sprejel v audienco. Plenarno zasedanje je potekalo od 30. maja do danes v novi kongregacijski dvorani Družbe Jezusove. Mi rallegro di poter dialogare con voi sul grande dono del ministero ordinato. Vesel sem, da se lahko z vami pogovorim o velikem daru posvečene službe, le nekaj mesecev po objavi nove Ratio Fundamentalis. Ta dokument govori o celostni formaciji, sposobni vključiti vse vidike življenja in tako nakaže pot formiranja učenca misionarja. To je po eni strani privlačna, a hkrati težka pot. Ko sem razmišljal o teh dveh vidikih, privlačnosti klica in obvezujoči zahtevnosti, ki jo prinaša, sem bil z mislimi predvsem pri mladih duhovnikih, ki živijo veselje začetne službe in hkrati začenjajo čutiti težo. Srce mladega duhovnika živi med navdušenostjo prvih projektov in nemirom pred apostolskim naporom, v katerega se začenja z določenim strahom pogrezati, kar je seveda znamenje modrosti. Globoko v sebi čuti radost in moč prijetega maziljenja, a njegova ramena začenja postopoma obremenjevati teže odgovornosti, številne pastoralne obveznosti in pričakovanja božjega ljudstva. Kako vse to živi mlad duhovnik? Kaj nosi v svojem srcu? Kaj potrebuje, da bodo njegove noge tekle, prinašajoč veselo oznanilo evangelija in ne bodo ohromele zaradi strahov in prvih težav? Priznati je potrebno, da se pogosto malo površno ocenjuje mlade in se jih hitro popredalčka kot utekočinjeno generacijo, brez strastnosti in idealov. Gotovo, so mladi, ki so krhki, zmedeni, v sebi razdeljeni ali okuženi s potrošniško in individualistično kulturo. Toda to nam ne more preprečiti, da priznamo mladim sposobnost odločno staviti o življenju in velikodušno vstopiti v igro, usmeriti pogled v prihodnost, ter tako postati protistrup sprijaznjenosti in obupu, ki zaznamuje našo družbo. Da, lahko so ustvarjalni in polni domišljije, pogumni pri spremembah, velikodušni, ko gre za to, da se razdajo za druge ali za ideale solidarnosti, pravičnosti in miru. Kljub vsem omejitvam imajo v sebi vedno zaloge. Vprašajmo se torej lahko, kako med svojimi prezbiterji gledamo na mlade duhovnike. Predvsem se pustimo razsvetliti Božji besedi, ki nam kaže, kako Gospod kliče mlade, jim zaupa ter jih pošilja v poslanstvo. Kljub temu, da je bila tiste dni Gospodova beseda redka, ker se je ljudstvo popačilo in ni več poslušalo Gospodovo besedo, se je Bog obrnil na mladega Samuela, mladega tempelskega ministranta, da bo postal prerok za ljudstvo. Zatem je Gospodov pogled, ki gre onkraj vsakega videza, izbral Davida, najmlajšega med Jesejevimi sinovi,